Simona, kako pa je s stroški INR-ja? Tarifa INR je sestavljena iz izvlečka tarife NLB ter pa iz neposrednih stroškov, ki so priloga 1 k tarifi. Oba dokumenta sta objavljena na naši spletni strani. Naj povem, da pri NLB ne obračunamo stroškov vodenja in pa odpiranja INR, torej če posameznik samo odpre INR in nanj ne vloži nobenih sredstev in ne trguje, potem ne plača nobenih stroškov. Kdaj pa potem stroški nastanejo? Stroški nastanejo, ko vlagatelj vloži sredstva in začne vlagati v različne finančne instrumente. Pri NLB v letu 2026 nudimo 50% popust pri nadomestilu za trgovanje. To pomeni, da v primeru elektronskega oddaje naročila upoštevamo 0,15% od vrednosti transakcije oziroma minimalno 50 centov na eno transakcijo, oziroma v primeru klasične oddaje naročila se obračuna strošek v višini 0,30% od vrednosti transakcije oziroma minimalno 7,5 €. Poleg tega se seveda obračunajo tudi neposredni stroški poravnave in pa trga, ter pa v nadaljevanju se obračuna tudi nadomestilo za vzdrževanje stanj in pa drugi stroški povezani z izplačilom dividend in ostalimi. Pa si poglejmo dva primera. Prvi primer. V prvem letu vplačamo 10 000 € in celoten znesek vložimo v obveznico za državljane v primarni izdaji. Kako je stroški v tem primeru? V tem primeru plačamo pri vpisu 2,5 € in nato na letnem nivoju še približno 11 € za nadomestilo za vzdrževanje stanj, izplačilo kupona in pa drugih nadomestil. Naj povem, da to nadomestilo velja v primeru elektronskega poslovanja. In zdaj, če bi kot drugi primer, v prvem letu vplačamo 10 000 € in celoten znesek vložimo v nakup delnice Krke. Kako pa je tukaj? Če za leto 2026 upoštevamo 50% popust pri nadomestilu za trgovanje, to pomeni, da pri tem primeru plačamo 0,15% od vrednosti transakcije oziroma 15 €, če to naročilo oddamo elektronsko. Strošek poravnave in pa trga znaša še približno 12 €, kar pomeni, da skupaj za transakcijo plačamo približno 27 €. Nato pa letni strošek za vzdrževanje stanj, izplačilo kupona, korporacijskih akcij in pa obveščanja znaša še približno 20 € na leto. Gre pa za bruto izplačilo dividende, predvidevam. Tako je. Na podlagi podatka za leto 2025 je podjetje Krka izplačalo bruto dividendo v višini 8,25 €, kar v navedenem primeru pomeni, da bi dobili približno 360 € izplačanih bruto dividend. To pa predstavlja davčni prihranek v višini približno 90 €, kar pa več kot pokrije stroške celotnega investiranja.